Analiza, ki primerja podatke 43 držav med leti 2018 in 2022, te zajema pretežno iz razvitih in bogatih držav z različnih kontinentov. Rezultati ne kažejo celovite slike za ves svet, so pa opomnik, da se je tudi v najrazvitejših delih sveta marsikaj zelo spremenilo, opozarja Alja Skele, pomočnica izvršnega direktorja za programe UNICEF Slovenija. Poročilo prikazuje in ugotavlja vpliv, ki so ga v zadnjih 5 letih imele negotove razmere, krizne razmere na otroke, ki živijo v najbogatejših, najrazvitejših državah sveta. In sicer je poročilo primerja in gleda, kako so se države odzivale, kako so bile uspešne na 3 področjih. Duševno zdravje otrok, fizično zdravje in pa socialne in akademske veščine. Kar se kaže je, da ne glede na to, da je v zadnjih 25 letih bil na marsikaterem področju narejen zelo pomemben napredek, otroci ne umirajo več, imajo boljši dostop do izobraževanja, pa vendar nam pravzaprav vpliv zadnjih 5 let in še posebej tukaj pandemije covida kaže, da se je na posameznih področjih blaginja otrok, počutje otrok izrazito poslabšalo. In katere so najbolj zaskrbljujoče ugotovitve? Najbolj zaskrbljujoča je ta, da pravzaprav beležimo izrazit upad v zadovoljstvu življenjem otrok. Potem se takoj nakazuje tudi to, da je fizično zdravje, telesno zdravje otrok slabše, ker beležimo izrazit naskok in porast otrok, ki imajo prekomerno težo oziroma so že debeli. In pa nazadnje tudi zaprtje šol v času pandemije, ki je izrazito poslabšala tudi učni uspeh otrok in njihovo nadaljnje udejstvovanje v šolskih aktivnostih. Težko je reči, da je katera od držav zmagovalka in da jo je na vseh področjih odnesla brez resnih posledic, pravi Alja Skele. Lahko izpostavimo 3 države, ki so se pravzaprav na vseh 3 področjih uvrščale v zgornjo tretjino. Niso bile povsod najboljše, so pa v zgornji tretjini in to so Nizozemska, Francija in Danska. In če pogledamo rep, kje so se pravzaprav države soočale z največjimi izzivi in so se tudi najslabše odrezale, so to države Južne Amerike, Čile, Mehika, tudi Združene države Amerike in pa Turčija. In če se zdaj ozremo v Slovenijo, Slovenija se načeloma v teh mednarodnih primerjavah vedno uvršča precej dobro. Tukaj pa zaznavamo tudi nek malce slabši trend, predvsem iz področja duševnega zdravja in pa učnega uspeha. Zato se uvrščamo nekje na sredino, na 13. mesto, ki sicer samo mesto ne pove nič, kako smo se na posameznih dimenzijah odrezali, kaže pa, da se nam neka področja življenja otrok slabšajo, če nismo dovolj pozorni oziroma jih spustimo ven iz rok. 13. mesto Slovenije je torej rezultat za povprečje. Na katerih področjih pa je pri nas prišlo do največjega zdrsa in najbolj opaznih posledic? V Sloveniji je učni uspeh, kar se tiče tega akademskega, bralnega in matematičnega razumevanja upad, kar se tiče tudi zadovoljstva življenjem in pa duševno zdravje. Ko gledamo podatke o samomorih med najmlajšo populacijo, je zaskrbljujoče to, da globalni trend je nekako stabilen. Po nekih letih upadanja se je zaustavil, pri nas smo šli čez povprečje. Tako da to so neke dimenzije, ki terjajo poglobljen pristop naših vseh akterjev. Število otrok, ki letno pri nas stori samomor, v absolutnih številkah ni visoko in nekoliko niha. Tako v letu 2023 k sreči ni bil zabeležen noben primer v skupini do 14 let. A vsak posamezen primer je izjemna tragedija, sploh o podatku iz UNICEF-ove analize o dolgoročnejših trendih. Kar se samomorov tiče, je pravzaprav zaskrbljujoče to, da se starostna meja se niža. Analiza med pomembnejše posledice šteje globalni upad učnih sposobnosti in različnih vrst pismenosti, čeprav slabšanje teh znanj izvira že iz predkoronskih časov. Kaj je COVID z zaprtjem šol sprožil? In to gledamo v bistvu najrazvitejše države sveta, te z najvišjimi dohodki. Upad učnih
sposobnosti. In sicer do te mere, da je skoraj polovica otrok v teh 43 državah, to je 8 milijonov 15-letnikov, ni funkcionalno ali matematično pismenih, kar pomeni, da ne razumejo niti osnovnega besedila. To pa v bistvu sproža zaskrbljenost, kar se tiče njihovega dolgoročnega potem vstopa v družbo, na trg dela. V teh letih, od leta 2018, se je povečalo za 4%, največji delež pa so zabeležili v Bolgariji, Kolumbiji in Kostariki. Pred nekaj tedni smo zelo podrobno pojasnili, kako zelo so slovenski šolarji nazadovali po tako rekoč vseh parametrih pismenosti, ki se merijo v mednarodnih raziskavah. In kateri so po UNICEF-ovi analizi glavni razlogi za take spremembe? V času pandemije in covida so se države po svetu različno odzivale, in tudi različno uvajale te omejevalne ukrepe. Slovenija spada v skupino držav, kjer je bilo zaprtje šol dolgotrajnejše. Nekatere države so imele, do 3 mesece zaprte šole, mi spadamo na rep po dolgotrajnosti zaprtja šol. Imeli smo 47 tednov, to je skoraj 1 leto zaprte šole. Kar se ugotavlja, zakaj je pravzaprav učni uspeh tako padel, podatki kažejo, da ni bil glavni vzrok ali pa eden pomembnejših vzrokov dostopnost do računalnika, dobra internetna povezljivost, ampak je bil najvišji razlog pravzaprav slabša motivacija, sposobnost samo spodbude na strani otrok, to nam sporočajo, poleg tega tudi slabše razumevanje podane snovi in pa ni bilo vrstniške pomoči. Otroci so težje našli nekoga, ki bi jim to, kar niso razumeli, bil zmožen razložiti. In to so nekako 3 najpomembnejši razlogi, zakaj je učno znanje in veščine, zakaj so tako upadle. Ob težavah z vsemi vrstami pismenosti in duševnim zdravjem so slovenski otroci imeli in imajo težave tudi s telesnim zdravjem. Kar se Slovenije tiče, je upad telesne gibljivosti zaznaval znotraj zaprtja šol. In če smo potem s pomočjo izredno dobrih podatkov SLOfit baze, ki izvaja športni karton, začeli beležiti izboljšanje, tudi kar se tiče zmanjševanja stopnje debelosti in prekomerne teže pri otrocih, pa z zaskrbljenostjo spet ugotavljamo, da se je pravzaprav napredek zaustavil in se nismo še vrnili v predcovidni čas. Otroci, naši mladi in dijaki in v osnovnih šolah so še vedno gibalno slabše odzivajo, kot bi se morali. Iz UNICEF-ovih analiz je mogoče izluščiti tudi, katerim otrokom po svetu so ukrepi prizadejali največ posledic. Pri vseh dimenzijah ne moremo teh korelacij in vplivov neposrednih izkazovati. Lahko pa recimo vidimo, da sta nižji socialno-ekonomski status in slabši učni uspeh izredno povezana. Nista pa recimo povezana otroci iz slabših socialno-ekonomskih okolij, ne izražajo nič slabšega zadovoljstva z življenjem, kar je zanimivo. Analiza in poročilo UNICEF-a o vplivu dogajanj med epidemijo na razvoj otrok se dotika tudi digitalizacije. A kljub silnemu vdoru v šolski in zasebni prostor, njeni vplivi niso enoznačni, opozarja sogovornica. In predvsem poročilo kaže, da je ključni segment, ki ga je treba gledati, ne toliko količina časa preživeta v digitalnem okolju, ampak vsebina, ki so ji otroci izpostavljeni. Kaže se povezava digitalnega okolja in pa naraščanja debelosti pri otrocih. Namreč otroci, ki so redni uporabniki družbenih omrežij in so aktivni v digitalnem okolju, so tudi direktno naslovljeni strani oglaševalcev, uspejo jih direktno nagovarjati in kaže se pravzaprav vzorec, da manjkrat jejo zelenjavo, manjkrat jejo sadje in večkrat posegajo po nekih prigrizkih. Poleg tega je izredno zaskrbljujoče tudi direktna povezava z nasilnim vedenjem, kajti zadnji podatki kažejo, da so predvsem dečki pogosteje izpostavljeni in tudi pogosteje ogledujejo neke spolne vsebine v spletnem okolju, kar pa tudi vodi, da so
potem ti otroci, ki so izpostavljeni tem vsebinam, sploh če so to neke nasilne vsebine, pogosteje izvajajo in sodelujejo v problematičnem spolnem vedenju in tudi izvajanju nasilja naprej. Tako da te neke direktne povezave so že vidne in se jih že zavedamo. Tako torej kažejo podatki do vključno leta 2022. Ob skrbi za duševno in telesno zdravje ter za krepitev različnih vrst pismenosti, ki so se med epidemijo močno poslabšale v skoraj vseh 43 sodelujočih državah z vseh koncev sveta, bo zato skrb za zmerno in kar se da koristno uporabo digitalnega sveta v šolskem in v domačem prostoru morala postati večja prioriteta, opozarja Alja Skele, pomočnica izvršnega direktorja za programe UNICEF Slovenija. So določene študije, kjer otroci sami tudi sporočajo, da že to, da samo imajo telefon pri sebi v torbi in da niso zmožni v vsakem trenutku pogledati na telefon, da je moteče znotraj šolskega sistema. Zato zagotovo debate in razvoj, načrtovanje nekih ukrepov, ki omejuje uporabo, so potrebne. Je pa zelo pomembno, da se pri vseh teh nekih pravilih, kako se tega lotiti, vključuje tudi otroke. Zaradi tega, ker drugače bomo delali neke varnostne mehanizme, ki jih bojo zlahka zaobšli.